V današnjih novicah med drugim. Višnjegorski dom starejših občanov dobiva končno obliko. Kako so Novomeščani zadovoljni z rezultati volitev? Cvičkarija in salamijada v Škocjanu. Lepo pozdravljeni. Nova dislocirana enota Doma starejših občanov Grosuplje v Višnji Gori dobiva končno obliko. Dom, ki bo omogočal varno bivanje starejšim in odvisnim od pomoči drugih, je pomembna pridobitev za lokalno skupnost. Več v prispevku. Za cerkvijo svetega Tilna v Višnji Gori nastaja prvi tovrstni dom v domači občini. To pomeni, da bodo starejši tudi na starost lahko ostali v domačem okolju. Poleg tega se bo dom lepo vključil tudi v lokalno okolje, medgeneracijsko povezovanje bo tudi tukaj v ospredju. Naložba je vredna 9,7 milijona evrov, od tega več kot 7,3 milijona zagotavlja ministrstvo iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost. Investicija je bila nujno potrebna zaradi dolgih čakalnih vrst, ki so trenutno v našem domu. Vsako leto dobimo 1200 ali več novih vlog. S tem bomo vsaj delno razbremenili oziroma skrajšali čakalno dobo. Občina je prispevala zemljišče, ki ga je odkupila od župnije Višnja Gora, ter pripravila projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja. Nato je pa gradnjo prevzel Dom starejših Grosuplje s pomočjo evropskih sredstev iz ministrstva. V tem času gradnje je pa občina uredila še precejšen del okolice, prometne infrastrukture, pločnike, parkirišča. Še v bližnji prihodnosti bo tam zrasel še park Janeza Ciglerja. Tako bo dobil Žambek povsem novo podobo, je še dodal. Jaz sem vesel, da se zgodba končuje, da bomo jeseni dobili v Višnji Gori 60 postelj v sodobnih prostorih in da se bomo tudi mi lahko vpisali na zemljevid občin, ki imajo dom za starejše. Pridobitve se poleg uporabnikov in njihovih svojcev veselijo tudi nekateri zaposleni, ki se že zanimajo za novo delovno mesto v bližini svojega kraja bivanja. Enoto v Višnji Gori gradi podjetje TGH d.o.o. iz Črnomlja, trenutno pa potekajo zaključna gradbena dela. Potem je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje, čaka nas še opremljanje prostorov in pa seveda zaposlovanje, potrebovali bomo nove kadre. Začetek delovanja je predviden septembra letos. Po napetih parlamentarnih volitvah se slovenski politični vrh pripravlja na pogovore o novi vladi. Ekipa televizije Vaš kanal pa se je podala na novomeške ulice in preverila, kaj mimoidoči menijo o izidu volitev. Na novomeškem glavnem trgu so nam naši sogovorniki zaupali svoje mnenje o rezultatih in tudi, kaj pričakujejo od nove vlade. Ni presenetljivo sploh. Mislim, da je bilo že določeno. Ste zadovoljni? Pa bomo videli, kaj se bo naprej dogajalo pa vse, ne? Tako da bomo videli, kaj bo naredil gospod. Malo je tesen, ne? Bojo se že zmenili. Ste zadovoljni? Kaj pa naj? Tudi če nisem, moram biti. Malo sem razočaran, ker ne vem, kaj bo iz tega ratalo. To bo zdaj, po moje, sam kregar se bo dobro, dejte, jaz. Za ljudi ne bo dobro, tako kot zdaj ni bilo kaj posebnega. Pričakujem, da tudi glede tega vodenja države in vsega skupaj naj bi malo bolj poskrbeli, pa malo te galame manj naj bo, ne? Da se ne bojo kregali samo, naj nekaj konkretno ponudijo narodu, ne? Predvolilna soočanja so bila napeta, izpostavljenih je bilo veliko vprašanj in izraženih mnogo stališč. Mimoidoči so delili svoje vtise. Ko sem gledal tista soočenja, se sam prepirajo in se ne znajo zmeniti, mesto da se bi lepo useli pa zmenili, kako morajo Slovenijo peljati naprej. Vidite, da smo Slovenci skregani totalno, ne, ker je neproduktivno. Iz tega razloga so nas Čehi, Slovaki, vsi so nas prehiteli, ker grejo vsi naprej, mi se pa stalno en drugmu polena pod noge mečemo. To je naša, na žalost, realnost.
Po volitvah je jasno, da nobena stran nima zagotovljenih 46 glasov v državnem zboru in da bodo pogajanja zelo zahtevna. V nedeljo so pri cerkvi svetega Jožefa v Ivančni Gorici odkrili in blagoslovili doprsni kip pokojnega župnika in častnega občana občine Ivančna Gorica, monsinjorja Jožeta Kastelica. Spominsko obeležje so prvemu župniku Ivančne Gorice, ki je tudi vodil gradnjo cerkve svetega Jožefa, postavili utrajen spomin ob 80. obletnici njegovega rojstva. Kip je blagoslovil stiški opat Maksimilijan File, ki je v mašni pridigi poudaril, da je pokojni župnik Kastelic poleg cerkve zgradil predvsem skupnost, živo občestvo, ki ostaja odprto za izzive sodobnega časa. Bronast doprsni kip je sicer delo akademskega kiparja Denisa Dražetiča. Letošnje leto je polno pomembnih obletnic. 80 let delovanja obeležuje Društvo upokojencev Novo mesto, hkrati pa se je pred ravno toliko leti pričelo tudi organizirano igranje šaha v dolenjski prestolnici. In prejšnji teden je restavracija Prepih pri Novem mestu združila oboje. Novomeško društvo upokojencev je namreč ob obeh obletnicah pripravilo odprti šahovski turnir. Pomemben del društva je namreč njegova šahovska sekcija, ki redno sodeluje na tekmovanjih Pokrajinske zveze društva upokojencev in delavskih športnih igrah v Novem mestu. Ves čas delavskih športnih iger naši šahisti tekmujejo na tem tekmovanju. Odprtega šahovskega turnirja pa so se minuli teden udeležila tudi nekatera poznana imena iz sveta šaha. Šah je moje življenje, igram ga že od 7. 8. leta in nekako še vedno vztrajam pri svojih 26 letih. Čeprav testiram vse od študija biokemije, pa potem se najdem tudi kje v marketingu, se mi zdi, da je šah tako en tak velik del mojega življenja, da ga ne morem spustiti. Sem bil v glavnem celo življenje trener, sem pa imel 25 let najboljši podmladek v Sloveniji, in tudi mednarodni uspehi. Naši sogovorniki so se strinjali, da je šah primeren za vse. Se mi zdi, da je šah taka lepa igra tudi za vse generacije, nima nobenih omejitev za mlade, stare, ženske, moške in tako, da se vsi lahko tukaj zberemo, nekaj naučimo in podružimo, spoznamo in imamo lepo hkrati. Šah ima ogromno pozitivnih lastnosti, ena od teh je tudi, da smo dolgo lahko aktivni. To je ena od iger, ki dejansko nima časovne omejitve. Šah lahko igramo od rojstva pa do smrti. In v času, ko nekako končujemo svoje aktivno obdobje, je šah izredno primeren in, bom rekel, priročna dejavnost za naše člane. Sicer je bil šahovski turnir le eden od dogodkov, s katerimi bo Društvo upokojencev Novo mesto letos obeležilo svoj veliki jubilej. Če je smučarske sezone z izjemo vsakoletnega vrhunca v Planici praktično konec, sta dve, sicer nekoliko drugačni, a za številne posameznike pomembni tekmovalni sezoni ta čas v polnem razmahu. V številnih sredinah jugovzhodne Slovenije so se že ali pa se še bodo namreč zvrstila društvena ocenjevanja vin in salam. V Škocjanu, kjer domuje eno najstarejših dolenjskih vinogradniških društev, so kakovost pridelane vinske kapljice preverili že 54. leto zapored. Vina letošnjega, lanskega letnika 25 so, kot smo že sami to lahko ugotovili, kateri to malo intenzivno se ukvarjamo v kleteh, da je bilo kar lep letnik, ta za vsi vinogradniki želimo. Kljub zahtevnemu kletarjenju so se škocjanski vinogradniki vnovič izkazali s številnimi izjemnimi vini. Na ocenjevanju letos je bilo 154 vzorcev, pač od tega največ cvičkov, kar je za našo dolino, se smo nekje v sredju tega cvičkove dežele. Tako da en lep letnik moramo reči, bilo je nekaj napak, ne smemo reči, da ni bilo nič, ampak nič kaj tasega, da se to ne daš odpraviti. Priznanje za najboljšega dolenjskega posebneža je še tretje leto zapored romalo v roke Jožeta Škofa iz Tomažje vasi. Cvečet je pač mešanica 3 sort ali več, če gledamo še bele sorte. Tle treba pravo razmerje uloviti
in to je to. Pa da je vse zdravo. Ne? To je edina skrivnost, nobena druga ne. Lanskavega naziva šampion ocenjevanja pa so se za vino Sivi Pinot tokrat razveselili v družini Smrekar. Ponosen sem na tole, cela družina je temu sodelovala, ne? Sigurno, tako da lansko leto je bilo zelo tudi zahtevno po svoje, sama zaščita v vinogradu, pa tudi potem pri samem kletarjenju. Ampak hvala Bogu smo uspeli. Na tradicionalni 21. škocjanski salamjadi pa je v ostri konkurenci 34 suhomesnatih izdelkov zmaga odšla v šentjernejsko občino. To je ves trud in to, kar smo do zdaj delali, enkrat se je pa to pokazalo. Ne? Čeprav moso salame zmeraj nek v špeci, ne? Zdaj pa ena smetana prišla. Ne? Najbolje uvrščeni salamarji so se že uvrstili tudi na finale slovenskih salamjad, ki bo potekalo v sklopu letošnjega tedna cvička. Člani najuspešnejše folklorne skupine Dragatuš v decembru tradicionalno povabijo na poseben folklorni večer. No, v nedeljo so že 34. izvedbo ponovili v nedavno odprtem Črnomaljskem kulturnem domu. Osrednji lik tokratnega večera s folklorno skupino Dragatuš je vodni velikan. Pred leti smo našli v Krajinskem parku Okol pa v okoliških vaseh to zgodbico o velikanu, ki je ustvarjal belokranjske vodne vire, imel rad ljudi, predvsem otroke. Nosi sporočila tudi za današnji svet, da moramo ljudje sodelovati med seboj pri koriščenju ne samo vodnih virov, ampak če si karkoli pomagamo, da si moramo med seboj zaupati in tisto, kar imamo, deliti. Na prenovljenem odru Črnomaljskega kulturnega doma so nastopili vsi člani folklorne skupine, skupaj jih je okrog 80. Od otroške na novo ustanovljene otroške folklorne skupine, naša mladinska folklorna skupina in odrasla, poleg seveda z glasbeno spremljavo tamburašev, naših godcev, mladih godcev. Za vsako folklorno skupino pa je težko vsako leto pripraviti kaj novega za gledalce. Lani jeseni so člani iz Dragatuša odpotovali v Južno Korejo, kjer so Slovenijo predstavljali na svetovnem festivalu tradicijske glasbe. Delček Koreje so prinesli domov. Ta ljudska pesem Ari Rank nam je bila neka stvar, ko smo rekli, to moramo narediti našo priredbo, ampak zanimivo, zelo južnokorejsko zveni, to so nam priznali tudi v Južni Koreji, ampak bili so navdušeni nad tem in smo rekli, gledajte, ko velikan zaspi, verjetno tudi velikan sanja, ker da bi šel pomagati in ustvarjati vodne vire tudi kam drugam po svetu. So se pa vsi nastopajoči razveselili prenovljenega kulturnega doma. Fajn dobro se je bilo vrniti po teh letih, kaj smo čakali to prenovo, našo domačo dvorano v našo občino, tako da že pri sami generalki, ko smo jo dali čez, je bilo pri vseh članih res videti eno veliko navdušenje nastopati v taki lepi, zdaj prenovljeni dvorani. Vsi skupaj pa že snujejo ideje za naslednji 35. večer s folklorno skupino Dragatuš. Toliko smo za vas pripravili v tokratnih novicah. Obetajo se nam novi dogodki in mi vam jih bomo z veseljem predstavili. Hvala za pozornost in vse dobro do prihodnjič.